Bor, meni se zdaj po glavi poje pesem, kot čez leto spet se srečava, ampak meni letos malce zebe in tako, lani so pihali oblak, kaj bomo letos? Zebe, dobrodošli tukaj pod sončnim pohorjem pri temperaturi 35 stopinj Celzija. Kaj ne naredimo, ne? Vse se da zrihtati samo vremena, ne? Zaenkrat dobro kaže. Verjeti morate, da je sedaj koncert pravzaprav v nabiranju moči, še kakšna ura, dve do tistega vrhunca. Mislim, da bo v redu. Ko je rojstni dan, niti vreme tega ne more pokvariti. In kaj je sploh tisti vrhunec danes, verjetno Severina? Ja, za ene Severina, za druge Banga, za Zoran Predin, za ene Jample Stenjak, za ene pa samo to, da je guža, pa da je fajn. Da se skupaj pokvarim, ne moram biti malo zlajnan. Ja. Kaj pa recesija je, kaj udarila Radio City zdaj v enem letu? Direktor je tukaj, greste v VIP, ne? Ja. Druga miza z leve, vam bo povedal finančni del. Jaz vam povem, da zaenkrat tukaj je obisk takšen, kot je bil lani. Torej recesija ni vplivala na to, da bi manj ljudi prišlo. Ker če zdaj vredno odštejem, jih je celo več prišlo kot lani v tem času. Ker koncert je tako nastavljen, da začne se počasi ljudi nabirati okoli 17. ure in okoli 21. tukaj, ne vem, že tista kritična masa, okoli 22. pa vrhunec. Je pa gostov pa je malo manj letos kot lansko leto, je res ali je to samo... Kateri gostov nastopajoči? Ja, res je. Spreminjamo koncept, osvežujemo ga z leto v leto, ali smo rekli, naj bo jih nekoliko manj, pa naj pojejo malo več. Zato, ker enemu glasbeniku, kot je Jample, se nekaj krivica da 20 minut, se mi zdi, ne? Samo soba 102 traja 15 minut, se mi zdi. Ne bomo mogli pobegniti v sobo 102 pred dežjem. Bor, so srečo danes. Ne? Ja, hvala lepa. No, hvala lepa vam, ne? Brez večera ne bi uspelo. Vse ste še naši partneri, ne? Partneri. Gospod župan, se tudi vam zdi, da je v Mariboru malo premalo takšnih prireditev, ki bi nas Mariborčane res združile v enem takšnem krasnem vzdušju? Maribor je dovolj prireditev, da združujejo ljudi, odvisno pa tudi od nas. In mislim, da je potrebno, tako kot je takšna prireditev, tudi vsi tisti, ki smo kakorkoli poklicani, da združujemo in povezujemo, da pravimo svoje delo in tako na kulturnem, športnem ali kakem drugem področju, predvsem združimo pozitivno energijo. Je okus Mariborčanov zahteven, ga je težko zbrati na enem kupu tolikšno število Mariborčanov? Mislim, da ne. Danes imate tu vse. Za mlade, za stare, za srednjo generacijo, vsak pride na svoj račun. In prav je, da imajo to tradicijo, da ponujajo to mesto in okolici takšen koncert. Hvala Bogu, da je tudi vreme ugodno in da ni dežja. In kateri je tisti izvajalec, na katerega vi najbolj nestrpno čakate? Priznajte, da je to Severina. To ni Severina. Moram reči, da Predina rad poslušam tiste prave naše mariborske štikle. Pa tudi kakšna druga glasba mi je všeč, predvsem pa presegam na tudi kakšno frajtonarco, če v pravih rokah. Ja sam neka druga vrsta, ja bi iskreno, mi je srce ostalo.
to od zadaj, ne me spraševati. Pa je moderno zdaj. Bor, jaz sem pravkar mislil reči, da danes to nihče ni moker, ne? Ampak prej je bil Jan Plestenjak na odru in verjetno je situacija zdaj malo drugačna. Strni vtise. Jaz v imenu vseh žensk, ki so Jana pozvali, ne morem govoriti, lahko nekaj rečem na temo Severine. Vroče, 72-letnik, dober letnik. Lahko vam povem, da je danes tukaj okoli 25,000 zadovoljnih ne slavljencev, ampak udeležencev največje rojstnodnevne zabave daleč naokoli. Jaz kot del slavljenca sem izjemno zadovoljen s tem. Hvala lepa, če niste bili tukaj, smola, zamudili ste in pridete prihodnje leto. Se splača. In Severina ni nobenemu v obraz rekla gade. Ne, Goran Karan mi je rekel nekaj grdega, samo mislim, da se je pošalil, tako da nasploh so tudi te velike zvezde. Veste, jak ločite dobro, veliko zvezdo in tiste, ki bi to radi postali. Največje zvezde so zmeraj zelo enostavni ljudje. Čuj, Severina, 20 minut. Imaš pa neko zmes? Bi lahko, ne, mi pa ne moramo, ne, to pa že ne. Tako da, velike zvezde so zmeraj zelo enostavni ljudje. Ja, nič se vidimo drugo leto, ne? Ja, pridite. Hvala lepa za udeležbo.